Bi kar začeli. Lepo pozdravljeni, spoštovani predstavniki medijev, gospod ministrica, državni sekretar, načelnik generalštaba Slovenske vojske, kolegice in kolegi. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Teme, o kateri bomo danes govorili, so povezane z oceno pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2016, ki smo jo v petek predstavili Vrhovnemu poveljniku obrambnih sil. O njej in o aktivnostih Slovenske vojske v lanskem letu in v letošnjem letu bo nekaj več v nadaljevanju povedal načelnik generalštaba Slovenske vojske. Pri tem pa bosta ključne aktivnosti Ministrstva za obrambo v letu 2016 in načrte za letošnje leto predstavila ministrica za obrambo gospod Andreja Katič in državni sekretar Miloš Bizjak. Na novinarski konferenci sodelujejo tudi najožji sodelavci, tako ministrice kot načelnika, ki mu bojo tudi po potrebi v nadaljevanju odgovorili na kakšno bolj podrobnejše vprašanje. Zdaj moram povedati že tukaj na začetku, da danes ne bomo govorili o področju zaščite in reševanja. O tem bomo govorili na eni od kasnejših novinarskih konferencah, kjer se bomo pač posvetili samo tej tematiki. To načrtujemo v kratkem, tako da bi se danes posvetili samo Slovenski vojski in obrambni politiki ministrstva. Tako da kar predajam besedo gospe ministrici. Izvolite, gospa. Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani predstavniki medijev, spoštovani sodelavci in sodelavke. V takšni sestavi se pravzaprav nismo srečali že kar nekaj časa, oziroma menim, da toliko medijev že zelo dolgo časa ni bilo na Ministrstvu za obrambo, kar me veseli me vaša pozornost in v tej priliki naj se zahvalim za vaše konstruktivno sodelovanje in v glavnem tudi za zelo korektno in objektivno poročanje v delu tako Ministrstva za obrambo kot Slovenske vojske, kot tudi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma celotne civilne zaščite. Danes bi radi dali najpomembnejše moje osebno sporočilo, da smo z ukrepi, ki smo jih sprejeli v lanskem letu in v letošnjem letu, lahko po letih padanja in stagnacije končno zaznali pozitivne ukrepe, pozitivne premike v smeri razvoja tako Slovenske vojske, kot tudi celotnega obrambnega resorja. In v nadaljevanju bi vam rada skupaj z sodelavci predstavila tudi dejstva, ki utemeljujejo to optimistično trditev. Najprej, če bi govorili nekaj o oceni pripravljenosti. Ne glede na letošnjo oceno pripravljenosti, ki smo jo podali, ki jo je načelnik podrobneje predstavil Vrhovnemu poveljniku in predsedniku Republike Slovenije in ki zaradi vsem znanih razlogov še nekaj časa ne bo in še ne more biti takšna, kot bi si vsi želeli, lahko pa vendarle trdimo, da letošnja ocena v določenih delih že odraža pozitivne premike glede pripravljenosti Slovenske vojske. In o tem bo v nadaljevanju več povedal načelnik generalštaba Slovenske vojske. Ko sem prišla na Ministrstvo za obrambo, sem najprej želela dobiti najbolj celovito sliko in natančen povzetek stanja, v katerem se nahaja obrambni sistem. Zato sem sodelavcem naročala, da pripravijo strateški pregled obrambe, ki bo popolnoma transparenten in objektiven, ter ta je bil tudi lansko leto zelo skrbno pripravljen in opravljen. Glavni namen izvedbe strateškega pregleda obrambe je na odkrit način prikazati in izpostaviti ključne izzive obrambnega sistema ter oblikovati tudi realistične ukrepe, s katerimi se bo zaznana odstopanja izboljšalo ali odpravilo. Moja ambicija, ki vam je znana, je bila sicer širša, da bi upravili strateški pregled celotnega sistema nacionalne varnosti, se pravi tako Slovenske vojske, sil zaščite, reševanja in pomoči, kot tudi Slovenske policije. Vsi trije sistemi se soočajo z enakimi problemi, z pomanjkanjem finančnih sredstev, z pomanjkanjem kadrov. Vsi trije sistemi opravljajo drug za drugega podporne naloge in zagotovo bi lahko našli neke
postopke, projekte, s katerimi bi lahko medsebojno področje tudi izboljšali. In verjamem, da zaradi objektivnih okoliščin tega ni bilo mogoče izvesti, vendar ta naloga, verjamem, nas čaka tudi v prihodnje. Strateški pregled obrambe, ki smo ga mi odpravili, je potrdila Vlada Republike Slovenije in predstavlja verodostojno in kritično oceno razvoja obrambnega sistema in njegove ambicije, glede na aktualne nacionalne obrambne sposobnosti in povezavi s tem tudi z mednarodnimi zavezami in deklariranimi zmogljivostmi. Strateški pregled obrambe nam sedaj omogoča, da poznamo stanje in razumemo razloge, zaradi česar se je znašel obrambni resor v takšnem položaju, kot je, in zakaj to ni na pričakovani ravni. Prepričana sem, da smo z skrbnim delom in temeljitimi analizami dobili dobro podlago za usmerjanje nadaljnjega razvoja obrambnega sistema in tudi opredelili vse ukrepe, tako da bo sposoben učinkovati in delovati skladno za svojim poslanstvom. Vse aktivnosti bodoče imamo skrbno načrtovane in mislim, da vam bomo med gradivom, ki vam ga bomo posredovali, nekaj od tega tudi predstavili. Z strateškim pregledom obrambe in izvedenimi predlaganimi ukrepi bo tako država oziroma njen izvršni in zakonodajni del oblasti dobil ustrezno orodje za uresničevanje vizije in načrtovanje razvoja obrambnih sil Republike Slovenije za bodoče obdobje. Od leta 2010 se Republika Slovenija, pa tudi ostala mednarodna skupnost oziroma druge države na varnostnem področju soočajo z zanimivim paradoksom. Na eni strani so se žal začele uresničevati napovedane varnostne grožnje, nekatere od teh so dosegle tudi naše meje oziroma našo državo, po drugi strani pa smo se znašli zaradi negativnih posledic finančne krize z drastičnim znižanjem finančnih sredstev, ki so bila namenjena varnosti in obrambe. In ugotovitve strateškega pregleda obrambe potrjujejo, kar je bilo v javnosti že večkrat tudi predstavljeno, da je obrambni sistem Republike Slovenije po letu 2010 zastal v svojem razvoju, pri čemer pa imamo sedaj jasen in natančen posnetek tega stanja in natančno vemo, katere ukrepe moramo sprejeti, da se bo to stanje izboljšalo oziroma da bomo prišli na raven, ki smo jo opredelili v strateških dokumentih. Zadovoljna sem, da je Vlada Republike Slovenije lansko leto, 22. decembra, ta strateški dokument tudi obravnavala, da je sprejela ukrepe in s tem določila jasne in konkretne naloge za izboljšanje obrambne sposobnosti in odpornosti Republike Slovenije. In v svojih ukrepih, sklepih je zapisala tudi jasno namero. To je zagotovitev nominalne rasti obrambnega proračuna na ravni 20 do 30 milijonov evrov letno. In naj poudarim, da gre torej za vsako leto za dodatnih 20 do 30 milijonov povečanja. Te zaveze vlade v spodbudnih gospodarskih kazalnikih dajo več možnosti za postopno dvigovanje sredstev namenjenih obrambi, kar bo omogočilo tudi posodobitev Slovenske vojske in s tem tudi zagotovitev večje nacionalne varnosti in varnosti zavezništva, katerega del smo tudi mi. Poudarjamo pa, da se zavedamo, da to ne bo mogoče čez noč, ampak da bo to dolgotrajen proces, saj je potrebno nadoknaditi vse zaostanke iz preteklih 5-6 let. Kot enega od dosežkov v lanskem letu lahko navedem, da nam je lani po več let trajajočem padanju obrambnih izdatkov glede odstotka BDP le-to uspelo ustaviti. V nominalnem smislu pa smo obrambni proračun povečali za 12% in če se primerjamo z drugimi NATO-vimi državami, je to povprečje v NATO 3,8%. In teh skoraj 39-40 milijonov evrov je bilo porabljenih za delovanje Slovenske vojske, večji del za plače v okviru migrantske krize, za pokritje vseh zaostalih plačil do mednarodnih organizacij in tako prvič po več letih nimamo več neplačanih obveznosti do mednarodnih organizacij, v katerih delujemo, in nekaj teh sredstev smo namenili tudi vzdrževanju tehnike Slovenske vojske. Vsa sredstva so bila porabljena gospodarno in po skrbnem premisleku. In tu govorimo o sredstvih, ki so namenjena tako iz dodatna sredstva Ministrstva za finance, kot tudi sredstva, ki so bila pridobljena z odprodajo lastnega premoženja, neperspektivnega. V tem kontekstu bi želela povedati tudi, da je bila prioriteta tako mene kot načelnika v lanskem letu
absolutno usmerjena v nakup osebne opreme, ki zagotavlja osebno varnost pripadnicov in pripadnikov, govorimo o uniformah in vsem ostalem, tako doma kot v tujini. In mislim, da smo s proračunskim denarjem ter denarjem, ki smo ga pridobili z odprodajo premoženja, naredili majhen, a odločen korak naprej v pravo smer. Zavedamo se, da to še zagotovo ni dovolj, vendar ob teh vladnih zavezah lahko tako na Ministrstvu za obrambo kot tudi Slovenski vojski malce bolj optimistično načrtujemo in smo tudi bolj optimistični glede nadaljnega razvoja. Poudarila bi to, kar smo vse skozi tudi poudarjali, da do sedaj je bilo narejeno tako, da sta tako upravni del Ministrstva za obrambo kot tudi Slovenska vojska načrtovala določene investicije, vendar je bilo velikokrat z rebalansom vzet del sredstev in tako se načrtovane aktivnosti niso mogli izvesti. In sama sem poudarjala pri tem, da je najbolj pomembno zagotoviti stabilen vir financiranja. In kolikor se bo vlada držala teh zavez, ki jih je nakazala, imamo že določen del sredstev, na katere potem lahko računamo za nadaljen razvoj Slovenske vojske. Na takšen način se zavedamo, da je to šele prvi mejnik, ki smo ga dosegli, in s tem smo zgolj preživeli preteklo finančno krizo, ampak varnost in obramba države je stvar celotne države, ne le Ministrstva za obrambo. In varnost je dolgoročna investicija, zato se moramo zavedati, da bomo se morali tudi čim prej približati drugemu mejniku. To pa je znatno povečanje sredstev za obrambo, ki bodo omogočali razvoj Slovenske vojske, ki bo primerljiv z predkriznimi časi. Glede prihodnjih izzivov nas zagotovo največji izziv čaka pri uresničevanju ciljev zmogljivosti v okviru zavezništva za Republiko Slovenijo. Prioritetne cilje smo letos v začetku leta dorekli skupaj z NATO-vimi strokovnjaki in tako NATO v okviru paketa ciljev zmogljivosti vidi naslednje prioritetne cilje naše države v izgradnji 2 srednjih bataljonskih bojnih skupin, v zdravstveni zmogljivosti Role 2, ustreznih komunikacijskih in informacijskih sistemih, kibernetski obrambi, silah za specialno delovanje in zmogljivosti za usmerjanje zračne podpore. Glede izgradnje bataljonskih bojnih skupin bi rada povedala naslednje. Srednji bataljonski bojni skupini predstavljata v prvi vrsti ključno nacionalno zmogljivost Slovenske vojske. Ta bo bistveno povečala obrambno sposobnost Republike Slovenije. Hkrati pa bomo kot odgovorna članica zavezništva zagotovili tudi pravičen prispevek za kolektivno obrambo. Skupaj z predstavniki NATO smo ocenili, da je realen cilj za oblikovanje prve bataljonske bojne skupine do leta 2022 in druge 2025. Pri tem pa je treba razumeti, da bosta do teh rokov oblikovana bataljona kot osnovna gradnika bataljonskih bojnih skupin, modernizacija podpornih enot pa se bo nadaljevala tudi po tem obdobju v okviru razpoložljivih sredstev. Izgradnja 2 srednjih bataljonskih bojnih skupin z vidika potrebnih finančnih in kadrovskih virov predstavlja izredno zahtevno zmogljivost. Hkrati pa je izredno pomembna tudi z vidika prihodnje transformacije in razvoja Slovenske vojske. Zato smo se na ministrstvu že lotili ustreznih organizacijskih in drugih priprav za zagon procesa modernizacije, ki bo omogočil pridobitev zahtevane opreme. V cilju pospešitve modernizacije Slovenske vojske raziskujemo več alternativnih poti opremljanja, naprimer medvladne sporazume, možnosti najema, pridobitve rabljene opreme, ki seveda ustreza zahtevanim kriterijem in podobno. Več o tem bodo lahko v nadaljevanju povedali sodelavci. Vzpostavitev organizacijske strukture Slovenske vojske, ki bo zagotovila pogoje za oblikovanje bojnih skupin, pa je ena izmed prioritet preoblikovanja Slovenske vojske že v tem letu in o tem bo več lahko povedal tudi načelnik. Se pravi, na eni strani imamo zahtevo po potrebnih finančnih virih, opremi, na drugi strani pa sočasno ne smemo zanemarjati ustreznih kadrov. Vse skupaj predstavlja zmogljivost, ki jo potrebujemo. Ocenjujemo, da bo za nabavo, če bi nabavili povsem nova bojna vozila, skladno z vsemi kriterijami NATO, potrebovali okoli 600 milijonov evrov. Vsaka srednja bataljonska bojna skupina bo sestavljena tudi iz približno 900 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. In pri tem so kot temeljni bojni sistem upoštevana oklepna vozila na platformi Kolesnik 8x8. In približno 2/3 sredstev bo namenjenih oblikovanju teh 2 motoriziranih bataljonov,
ki sta osnovna gradnika, druga pa za podporne enote. In ko sem omenila že kadre, že lansko leto smo vložili zelo veliko naporov v procese kadrovskega popolnjevanja Slovenske vojske. Kot je znano, vam vsem se v zadnjih letih soočamo z negativno kadrovsko bilanco, saj večje število pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske odhaja iz sistema, kot jih lahko na novo zaposlimo. Zato sem takoj v svojem prihodu ustanovila posebno delovno skupino najodgovornejših za to področje, ki jo vodi načelnik generalštaba, in sprejetih je bila že vrsta ukrepov, tako pri procesu zaposlovanja kandidatov, kot tudi pri promociji vojaškega poklica, kot tudi pri prostovoljnem služenju vojaškega roka, pa tudi pri pogodbeni rezervi. Na mojo pobudo smo se sestale tudi 3 ministrice, ministrica za notranje zadeve in ministrica za znanost, izobraževanje in šport. In dogovor je bil, da ustanovimo delovno skupino, ki bo preučila in predlagala ukrepe za promocijo poklica vojak in policist. Sprejeti so bili tudi ukrepi za zadrževanje kadra v Slovenski vojski. In med nekaterimi je, kar bo predstavil državni sekretar, tudi nekaj ukrepov, ki bodo izboljšali tako socialni in delovni pravni položaj njenih pripadnikov. Letošnjem letu obeležujemo 20. obletnico sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah in 10 let od prve napotitve civilnih funkcionalnih strokovnjakov na različne mednarodne operacije in misije. Tu je bil prispevek Slovenije k mednarodnemu miru in varnosti izjemen in to nam priznavajo tudi najvidnejši predstavniki, sogovorniki tako na ministrstvih, državah, kot tudi mednarodnih organizacijah in NATO. V teh letih se je na 25 različnih mednarodnih operacijah in misijah pod okriljem OZN, NATO, EU in OVSE zvrstilo več kot 11.000 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske ter drugih civilnih strokovnjakov iz ministrstva. Poudarila bi rada, da je bilo v preteklem letu na mednarodne operacije in misije napotenih tudi 85 pripadnic Slovenske vojske. In to predstavlja skoraj 9% vseh napotenih v mednarodne operacije in misije. Kar pomeni, da upravljajo pripadnice Slovenske vojske tudi v mednarodnem okolju izredno zahtevne, pomembne in zelo izzivne naloge. Ko govorimo o mednarodnih operacijah in misijah, pa bi rada citirala tudi svojo kolegico, nemško obrambno ministrico, ki je na zadnjem zasedanju obrambnih ministrov NATO poudarila tudi to, da je za kredibilnost članic NATO potrebno upoštevati tudi sodelovanje posamezne države v mednarodnih operacijah in misijah in ne le njen delež BDP, ki ga namenja za obrambo. In s to izjavo se popolnoma strinjam in tukaj se Sloveniji ni potrebno sramovati, vendar smo lahko ponosni na naš delež. Naš delež nas uvršča v sam vrh članic zavezništva ter jasno odraža pripravljenost Republike Slovenije prispevati in krepiti mednarodni mir in varnost. In glede uresničevanja ukrepov, ki izhajajo iz strateškega pregleda, bi želela izpostaviti še to, da ne glede na to, da je Vlada Republike Slovenije v decembru lani se seznanila s strateškim pregledom, da je sprejela določene ukrepe, mi nismo čakali, vendar smo določene ukrepe, ki so v naši pristojnosti, vodili že sočasno z pripravo strateškega pregleda obrambe. Sama sem izdala posebne usmeritve za uresničevanje poslovnega plana leta 2017, na podlagi katerih pričakujem, da se bo uresničevanje ukrepov iz strateškega pregleda obrambe usmerjalo predvsem v izboljšanje pripravljenosti in organiziranosti Slovenske vojske, kar bo omogočilo zahtevano pripravljenost in učinkovitejšo gradnjo zmogljivosti, da se bo usmerjalo v načrtovanje kariernih poti in v izboljšanje statusa pripadnikov Slovenske vojske in v vzpostavitev mehanizmov, ki bodo omogočili naraščanje sil po doktrini strateške rezerve ter seveda tudi v izboljšanje notranjih procesov na ministrstvu. Letos bomo opravili tudi pregled temeljnih strateških usmerjevalnih in planskih dokumentov. Ministrstvo za obrambo bo tako vodilo strokovno razpravo medresorsko in predlagalo morebitne spremembe resolucije o strategiji nacionalne varnosti in obrambne strategije Republike Slovenije.
Ukrepi za izboljšanje obrambne sposobnosti, odgovore na vprašanja, kakšne obrambne zmogljivosti in kakšno vojsko Slovenija potrebuje v prihodnje, bodo vgrajeni v predlog nove resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2030, ter tudi v predlog novega srednjeročnega obrambnega programa za obdobje 2018-2023, ki ga že pripravljamo. V sklepni fazi medresorskega usklajevanja sta nov zakon o obrambi in zakon o službi Slovenski vojski, ki jo bo vlada obravnavala predvidoma do konca tega meseca. Pripravljen je tudi zakon o kritični infrastrukturi in Ministrstvo za obrambo je tudi zaključilo projekt kriznega upravljanja in vodenja ter predlagalo določene spremembe. Predlaganje sprememb predpisov na tem področju ni več v naši pristojnosti, ampak verjamem, da bo vlada s tem projektom nadaljevala. Zato ocenjujem, da smo s sprejemom teh zakonov, ko bo narejen nov, odločnejši korak k izpolnjevanju pogojev za učinkovitejši obrambni sistem ter tudi priprava vseh podlag za delovanje in razvoj poklicne vojaške organizacije. O vsebini zakonov bo več povedal državni sekretar magister Miloš Bizjak. Naj na koncu zaključim z mislijo, da Republika Slovenija sodi v skupino najbolj varnih držav. A to nikakor ne pomeni, da lahko pozabimo na investiranje v lastno varnost in obrambo. Republika Slovenija je z smiselnimi protikriznimi ukrepi uspešno prestala finančno in gospodarsko krizo. Danes ponovno dosegamo zavidljive gospodarske rezultate. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je ravno obrambni sistem in še posebej Slovenska vojska preko drastičnega zmanjšanja proračuna izredno veliko prispevala k tem uspehom. In upoštevajoč izredno velike spremembe v evropskem varnostnem okolju, je ključno, da se kot država, ne le kot resor za obrambo, da se vsi skupaj zavedamo izredno velikega pomena varnosti in da se modro odločimo za ustrezno investiranje v lastno varnost tudi v prihodnje. Gospod ministrica, se dajem državnemu sekretarju, tudi nekaj več povedal o delu na področju temeljne obrambne zakonodaje, prenove temeljne obrambne zakonodaje v lanskem letu in tudi o aktivnostih na področju izboljšanja socialnega položaja pripadnikov Slovenske vojske. Hvala lepa za besedo, spoštovani mediji. V nekaj minutah bi vam rad predstavil potek spremembe zakonodaje na obrambnem področju. Kot je že ministrica povedala, v zadnji fazi medresorskega usklajevanja imamo kar 3 zakone. Zakon o obrambi, zakon o službi Slovenski vojski in zakon o kritični infrastrukturi. Treba je povedati, da zakon o obrambi, oziroma vsi 3 zakoni so že bili v javni obravnavi, v javni razpravi. Zakon o obrambi smo tudi enkrat že koalicijsko usklajevali, tako da nam ostane še zadnja koalicijska uskladitev vseh 3 zakonov in računamo, da bomo do konca meseca, tako kot je ministrica povedala, zakone predložili v vladno obravnavo. Če mi dovolite, bi najprej nekaj besed povedal o zakonu o obrambi in o zakonu o službi Slovenski vojski, ki jih je treba seveda skupaj obravnavati. Namreč, če bosta sprejeta in ko bosta sprejeta, morata biti oba hkrati sprejeta, da veljajo. Kaj smo hoteli doseči? Najprej smo hoteli povišati preglednost normativno-pravne ureditve na obrambnem področju. Namreč iz zgodovine razvoja Slovenske vojske in obrambnega sistema izhaja, da je v letu 2007, ko je prišlo do sprememb v obrambnem sistemu, ker ni bilo možnosti spremembe zakona o obrambi, torej je bilo težko doseči dvotretjinsko večino, je zakon o službi Slovenski vojski zajel en velik del sistemskih sprememb, katere bi sicer sodile v zakon o obrambi. Tako da bomo poveljevanje, poviševanje in napredovanje, kar je sedaj urejeno v zakonu o službi Slovenski vojski, premestili v zakon o obrambi, ker je to sistemski zakon na obrambnem področju in to so pa temeljne prvine vojaštva, tako da bomo to uredili na tak način. Druga zadeva bo ravno obratno, namreč delovnopravna vprašanja, ki so sedaj urejene v zakonu o obrambi, bomo premestili v zakon o službi Slovenski vojski, na kar nas napotujejo tudi sodišča v nekaterih sodbah. In pa seveda
odškodninska in disciplinska odgovornost, ki je sedaj urejena v 3 zakonih, v zakonih o obrambi, zakonu o službi v Slovenski vojski in celo v pravilih služb, bomo združili v zakon o službi v Slovenski vojski. Na hitro, da povem najbistvenejše spremembe vseh 3 predpisov. Torej, zakon o obrambi vemo, da je preživet, sprejet je bil leta 1994 in že mnogokrat so bili poskusi za spremembo, žal nikoli do sedaj ni bilo doseženega političnega konsenza, da bi dobili 2/3 večino in zato zakon ne bil sprejet. Zato je zakon res, da že zastarel, ne upošteva novih terminoloških izrazov, ki smo jih z spremembo doktrinarnih dokumentov od 94. leta pa do sedaj uvedli. Hoteli smo dopolniti področje obrambnega načrtovanja. Pri objektih posebnega pomena za obrambo smo razširili tudi na akvatorij pa na neke druge objekte. Pomembno področje, kjer smo ločili pri obveščevalno-varnostni službi, je obveščevalno, protiobveščevalno in varnostno področje. V predlogi zakona smo natančneje opisali posebna pooblastila Slovenske vojske pri varovanju meje. Kot sami veste, smo tudi lansko leto spremenili zakon o obrambi v tem segmentu. Potem zelo pomembno je, da smo pri poviševanju izbrali nov, sodobnejši model. To pomeni, da ko se bo vojaka premestilo, da takrat dobi čin in ni potrebno, da je na določeni formacijski dolžnosti 2 leti prej, ko dobi čin. Zelo pomembna dikcija, ki velja za statusne pri činih, je, da bomo brigadirja ovrednotili kot generalski čin. Potem so spremembe na področju civilne obrambe, namreč termin civilna obramba je opuščen in se uvaja tako imenovano krizno upravljanje. V zakonu smo tudi opredelili dvostopenjsko odločanje v zvezi z napotitvijo na mirovne operacije in misije, namreč to sedaj ureja strategija napotitve na mirovne operacije in misije in mislimo, da je pametneje, da to ureja zakon, ker je to zakonska materija. Opredelili smo civilne funkcionalne strokovnjake in pa seveda dali tudi nastavke za kvalitetnejše civilno-vojaško sodelovanje. Zelo pomembno je, da smo v zakonu tudi implementirali nekatere direktive Evropske unije v zvezi z prometom in proizvodnjo orožja. To je zelo na kratko domena zakona o obrambi. Zakon o službi Slovenski vojski se pa fokusiral predvsem na spremembo statusa in izboljšanja statusa pripadnikov Slovenske vojske. Najpomembnejša ambicija, katero imamo s spremembo zakona, je, da se vojakom po 45. letu najprej ponudi možnost zaposlitve v javnem sektorju in šele, če vojak te zaposlitve ne sprejme, so podrejeno potem drugi ukrepi, to pomeni prešolanje, prekvalifikacija in na koncu tudi odpravnina, kar velja tudi že v sedanjem sistemu. Z zakonom tudi dejansko uvajamo spregled izobrazbe, to pomeni, da je vojak lahko tudi z 4. stopnjo, kar je tudi že sedaj, vendar potem imamo težave pri ovrednotenju pri plačah. Sedaj zakon določa, da je vojak tudi s 4. stopnjo enakovreden vojaku 5., ker tudi enaka opravila opravlja. Natančneje je določena službena pot in pa delovni čas. Kar nekaj sodb oziroma tožb, več je tožb, kolikor je sodb, ampak kar nekaj težav imamo na področju delovnega časa in smo potem spremembo prilagodili tudi usmeritvam nekaterih sodišč. Pri plačilu pripravljenosti bomo tudi izboljšali status vojaka, saj bomo uvedli torej pripravljenost na domu in pripravljenost na delovnem mestu. Urejeno bo tudi dopust na misijah, sedaj nimamo tega pravilno urejenega in zato se izvensodno poravnavamo z oškodovanci, katerim je bil
kršen pravica do dopusta na emisijah in pa seveda nekatere nadomestila za odškodnine pri poškodbah na delu smo tudi jasneje opredelili. Mogoče tudi zelo pomembno, da smo podrobneje opredelili celotno področje celostne skrbi za pripadnike. Zdaj, treba je povedati, da je to tudi najtrši oreh v medresorskem usklajevanju. To je bila naša ambicija, mi smo predlagali to, seveda pa moramo tudi odkrito ugotoviti, da tam, kjer poskušamo izboljšati status pripadnika Slovenske vojske, ki gre čez pojmovanje javnega uslužbenca, imamo težave pri usklajevanju z ostalimi ministrstvi in v naslednjih 14 dnevih moramo te neskladja seveda odpraviti. Tretji zakon, ki je bil omenjen, je zakon o kritični infrastrukturi. Ta zakon je tudi že bil v javni obravnavi, danes poteče rok za pripombe iz medresorskega usklajevanja. Do sedaj ni bilo velikih odzivov, ampak pričakujemo, da bo še danes. Ta zakon sistemsko ureja kritično infrastrukturo na podlagi Evropske direktive o kritični infrastrukturi, opredeljuje ukrepe za neprekinjeno delovanje te kritične infrastrukture in pa določa tudi prioritete delovanja kritične infrastrukture. To so te trije najpomembnejši zakoni. Moramo pa povedati, da smo dali tudi v proceduro spremembe nekaterih drugih predpisov, ki bi bistveno zboljšali status vojaka. In sicer ministrica je že v vladno proceduro poslala spremembo uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov Slovenske vojske v plačne razrede, kjer smo poskusili izenačiti status vojaka z statusom policista po sprejetju oziroma po udejanjenju stavkovnega sporazuma med sindikatom policistov in vlado Republike Slovenije. Vendar je treba povedati, da ta uredba sedaj na vladi miruje, ker poteka istočasno pogajanja med sindikatom in vlado za odpravo anomalij v plačnem sistemu. Zelo pomembna sprememba, ki smo jo predlagali, je sprememba zakona o javnih uslužbencih, kjer z spremembo nameravamo doseči, da za premestitev vojaka po 45. letu v javni sektor ni potrebno preko javnega razpisa. In pa tudi predlagamo spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kjer predlagamo, da če že vojaka prestavimo po 45. letu v javnem sektor, ne izgubi napredovanja, ki jih je dobil v Slovenski vojski. Na kratko bi mogoče samo še povedal nekaj o konceptu kriznega upravljanja. Ministrstvo za obrambo je bil nosilec 7. razvojnega projekta vladnega sistem kriznega upravljanja in vodenja. V letu pa pol smo projekt pripeljali do konca, poročilo je narejeno, vlada je zaključke sprejela in za implementacijo tega koncepta kriznega upravljanja je potrebno še spremembo 20. člena zakona o vladi, za katero je pristojno Ministrstvo za javno upravo. Treba je pripraviti uredbo o kriznem upravljanju in delovanju Nacionalnega centra za krizno upravljanje, za katere smo zadolženi mi, in pa treba je spremeniti odlok o Svetu za nacionalno varnost, za katerega je zadolžena generalni sekretariat vlade oziroma kabinet predsednika vlade. Sprememba zakona o vladi mora biti sprejeta v 3 mesecih. Potem, ko bo sprememba zakona o vladi, bo potrebno še sprejeti še uredbo o kriznem upravljanju in pa spremembo odloka o Svetu za nacionalno varnost in potem bo začel veljati nov koncept kriznega upravljanja. Še zadnje področje, to je pa socialni dialog. Moram povedati, da v Ministrstvu za obrambo vodimo socialni dialog z vsemi 4 sindikati, z nekaterimi bolj uspešno, z drugimi manj, vendar zdaj je največja aktualna zadeva je pogajanja v zvezi z odpravo anomalij v javnem sektorju. Imamo specifiko, vojaki ne smejo stavkati, zato se tudi delovnopravni položaj in plače vojakov ne urejajo v socialnem dialogu z pogajanji, vendar mi se usklajujemo,
in tako kot bo potekalo pogajanje za ostale sektorje, za ostali del javnega sektorja, istočasno bomo mi usklajevali z našimi sindikati in na koncu bo rezultat, torej pogajanja, da bomo uredbo, ki jo je ministrica že dala v proceduro, z uredbo, sprejetjem spremembe uredbo, bomo definirali tisto, kar se bomo v tem socialnem dialogu dogovorili. Toliko za enkrat, če bo pa potrebno, bomo pa še v nadaljevanju kaj odgovorili. Hvala. Hvala lepa državnemu sekretarju. Besedo predajam sedaj načelniku Generalštaba Slovenske vojske. Spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni tudi v imenu Slovenske vojske in v mojem imenu. Naj se vam na začetku zahvalim, da ste naši kritični spremljevalci in poročevalci o naših dosežkih, ki jih lani ni bilo tako malo in jih bomo v letu 2017 le še oplemenitili. Predstavil vam bom ocene področji ter metodologijo ocenjevanja pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2016, načrtovanje prilagajanja Slovenske vojske glede na naloge in globalno varnostne razmere, ter kam bomo usmerili težiščna prizadevanja v Slovenski vojski v letu 2017. V naslednjih nekaj minutah vam bom predstavil nekaj značilnosti in rezultatov področji poročila o pripravljenosti za leto 2016, ki sva ga skupaj z ministrico za obrambo predstavila vrhovnemu poveljniku obrambnih sil gospodu Borutu Pahorju v petek 10. marca. Skladno s pravilnikom o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju sem izvedel poročanje o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2016 s stanjem na dan 31.12.2016. Ocenjevanje pripravljenosti enot in poveljstev Slovenske vojske je bilo izvedeno po predpisani metodologiji enaki kot v preteklih letih. Najprej vam bom predstavil ocenjevanje pripravljenosti. Pripravljenost Slovenske vojske za izvajanje za zakonom predpisanih nalog v miru, izrednih razmerah in vojni je stanje vseh organizacijskih, kadrovskih in drugih ukrepov ter aktivnosti za pravočasno in organizirano izvajanje osnovnih in določenih nalog. Pripravljenost se letno ocenjuje skozi zahtevano in potrebno pripravljenost. Glede na stopnjo pripravljenosti sile Slovenske vojske razvrščamo v 3 skupine, in to prva skupina od 24 ur do 90 dni, druga skupina do 180 dni oziroma 365 dni, ter tretja skupina za daljšim časovnim vzpostavitve pripravljenosti nad 365 dnevi. Ocenjevanje pripravljenosti za zahtevano pripravljenost se ugotavlja in ocenjuje pripravljenost enot, katere predpiše minister za obrambo s poslovnim planom za dvoletno načrtovanje. V to skupino spadajo enote, ki so določene v NATO-ve odzivne sile, enote, ki so deklarirane za cilje zmogljivosti, kontingenti za napotitev na mednarodne operacije in misije, ter določena poveljstvene enote v 3-letnem ciklu. Ocena teh enot je bila v letu 2016 pozitivna in naloge, ki so jih imele te enote, smo uspešno upravili. S potrebno pripravljenostjo se ugotavlja, v kolikšni meri je Slovenska vojska sposobna doseči povišano in polno pripravljenost skladno z načrti za delovanje v krizahnih razmerah, neposredne vojne nevarnosti in v vojni oziroma kakšna je glede na kadrovsko in materialno popolnjenost, usposobljenost in načrte uporabe enot, pripravljenost celotne mirnodobne sestave, ki vključuje stalno zaposlene in pogodbene pripadnike Slovenske vojske. Slovenska vojska je dobro usposobljena in pripravljena ter organizirana za izvajanje nalog v miru z razpoložljivimi viri. V letu 2016 smo izvedli vse dodeljene naloge skladno z dodeljenimi finančnimi viri. Pripravljenost Slovenske vojske je bila leta 2016 na enaki ravni kot leta 2015. Izboljšalo se je le področje usposobljenosti, kar je izrednega pomena. Ko pa ocenjujemo popolnitev za oborožitvijo in opremo, razvoj ter izgradnjo zmogljivosti, s katerimi bi povečali ognjeno moč, je pripravljenost Slovenske vojske ostala nespremenjena glede na leto 2015, saj večjih vlaganj v sodobne oborožitvene sisteme za povečanje ognjene moči ni bilo. Zaradi pomanjkanja kadra je bilo negativno ocenjeno
Tudi kadrovsko področje prav tako je bilo zaradi pomankanja opremljene oborožitve enako ocenjene področje popolnitve za oborožitve in opremo. Pozitivno pa je bilo ocenjeno področje vojaške infrastrukture, področje usposobljenosti ter področje načrtovanja uporabe Slovenske vojske. Glede na strogo in zahtevno metodologijo pa je v njej določeno, če je eno področje ocenjeno za oceno negativno, je celotna skupina ocene potrebne pripravljenosti negativna. Kot načelnik menim, da je mogoče področje kadrovske in materialne zagotovitve dvigniti na pozitivno v načrtovanem času, tako da z dvigom plač povečamo konkurenčnost na trgu delovne sile in si tako pridobimo manjkajoči kader, ter s takojšnjim in zadostnim povečanjem obrambnega proračuna Ministrstvo za obrambo za Slovensko vojsko nabavi del manjkajoče opreme in oborožitve. S temi dodatnimi kadrovskimi viri in dopolnitvijo dela manjkajoče opreme in oborožitve bi bila področji kadrovske popolnitve in popolnitve za oborožitvene opreme pozitivno ocenjeni. S tem pa bi se glede na predpisano metodologijo bila skupna ocena potrebne pripravljenosti Slovenske vojske pozitivna. Tako je rešitev v takojšnjem dodatnem povečanju obrambnega proračuna. Zato Slovenska vojska v prihodnjih letih potrebuje izdatnejša, že v preteklosti že predvidena finančna sredstva, tako za nadaljevanje opremljanja in modernizacijo, ter vzdrževanje profesionalnega in bojnega karakterja, kot tudi za izgradnjo zmogljivosti za potrebe nacionalne obrambe in zavezništva. K slednjemu se je članica NATO zavezala tudi Republika Slovenija. Brez znatnejših dodatnih finančnih vlaganj v ustrezno opremljenost in izboljšanje materialnega statusa pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, se bo razvoj Slovenske vojske v prihodnji še bolj slabil. Ocenjujem, da je Slovenska vojska na zgoraj naštetih segmentih, tudi katere sem omenil ob poročanju predsedniku države, vrhovnemu poveljniku obrambnih sil, glede na preteklo leto, da je sposobna izvajati naloge z razpoložljivimi bojnimi in nebojnimi sredstvi, med katere spada tudi oborožen boj, kar pa sicer ne odraža vseh potreb glede na sodobne standarde in načela poštene delitve bremen v zavezništvu. Slovenska vojska bi v primeru potreb izvedla obrambne naloge in se po ustrezni podpori za materialnimi in kadrovskimi viri dopolnila za izvajanje dodeljenih nalog glede na kategorijo pripravljenosti, kot primer tretja skupina sil mora biti pripravljena za delovanje v času na 365 dni. V letošnjem letu bomo v Slovenski vojski nadaljevali z našimi ambicijami in utrjevali tudi našo blagovno znamko. Sedaj bi vam spregovoril o našem letošnjem načrtovanju prilagajanja Slovenske vojske glede na naloge in globalno varnostne razmere. Prilagajanje oziroma preoblikovanje Slovenske vojske je kontinuiran stalen proces, saj smo bili le s povečnim pravočasnim prilagajanjem kos nalogam, ki so se od nas zahtevale in smo te tudi uspešno opravili. Na podlagi ugotovitev strateškega pregleda obrambe v letu 2017 načrtujemo ločitev strateške in operativne ravni. Pravne podlage so v resoluciji o dolgoročnem razvojnem opremljanju razvoju Slovenske vojske do leta 2025, Zakonu o obrambi ter srednjeročnem obrambnem programu 2016-2021, ki tudi kot zakon določata, da ima Slovenska vojska strateško, operativno in taktično raven. Ločitev strateške in operativne ravni poveljevanja bo zagotovila bolj obvladljivo organiziranost, sinergijo ter usklajenost med strateškimi in operativnimi nalogami. V okviru razmejenih procesov med strateško in operativno ravnjo bi lahko bodoče poveljstvo sil, ki ne bo povsem isto, kot je bilo do leta 2013, bolj osredotočeno na procese načrtovanja, izvajanja in spremljanja delovanja taktičnih enot Slovenske vojske, kar bi bistveno pripomoglo k večji učinkovitosti poveljevanja in kontroli taktičnim enotam. V tem letu bomo tudi s svojimi predlogi aktivno sodelovali pri pregledu in po potrebi pripravi novih strateških dokumentov, kot je resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, obrambni strategiji, resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2030 ter srednjeročnem obrambnem programu za obdobje 2018-2023. Vsi obstoječi in novi razvojni dokumenti bodo podlaga za pravočasno in zahtevno načrtovanje preoblikovanja Slovenske vojske v drugi in tretji fazi, kar bi se moralo predvidoma izvesti v leta 2018 in leta 2019
da bo Slovenska vojska kos novim izzivom, med kateri spadajo tudi bodoči NATO-vi cilji zmogljivosti 2017 za Republiko Slovenijo, saj bo oblikovanje 2 srednjih bataljonskih bojnih skupin, prva v letu 2022, druga v letu 2025, ter izgradnja ostalih zmogljivosti zahtevalo pravočasno načrtovanje in izvedene prilagoditve v strukturi Slovenske vojske. Leto 2017 je za Slovensko vojsko izredno zahtevno, zato vam bom predstavil nekaj glavnih težišč, kamor bomo usmerili naša prizadevanja, kot so dopolnjevanje Slovenske vojske z novimi kadri, izobraževanje in usposabljanje, tako individualno kot kolektivno, delovanje Slovenske vojske v mednarodnem okolju ter podpora drugim državnim organom. Kot sem vam že povedal, je ena izmed kritičnih točk dopolnjevanje Slovenske vojske z novim kadrom. Skupaj z ministrstvom in ministrico, ki je nosilec te naloge, bomo storili vse, kar je v naši moči, da pridobimo čim več novega kadra za stalno sestavo, pogodbeno sestavo, ter da s čim več mladim se omogočimo, da se ti odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka in se nato zaposlijo v Slovenski vojski, oziroma se odločijo, da postanejo pogodbeni pripadniki Slovenske vojske. Menim pa, da če bomo želeli biti konkurenčen delodajalec na trgu delovne sile, bo nujno potreben dvig plač, saj je poklic vojaka zahteven, zahteva odrekanja ter predanost. Sedaj bi vam pokazal nekaj podatkov na tej drsnici. Tukaj pogledate, da je stalna sestava konec leta 2016 štela 6920, ciljno stanje seveda bi moralo biti 7254. Tako da naš cilj je vsekakor, da v naslednjem obdobju zaposlimo pač čim več novih pripadnikov za delovanje v stalni sestavi Slovenske vojske. Prav tako je bilo stanje pogodbene rezerve v konec leta 2016 892, seveda tako kot je to določeno v srednjeročnem obrambnem programu, bi bilo seveda našo ciljno stanje 1500. Poleg tega, kar je tudi pomembno poudariti, da bomo v letošnjem letu vsem državljankam in državljanom tudi omogočili, da prostovoljno služijo vojaški rok. Tako da je naše ciljno stanje 300 pripadnic in pripadnikov, ki bi se lahko pridružilo prostovoljnemu služenju vojaškega roka v enotah Slovenske vojske. Kot sem vam tudi že omenil in je tudi nekaj spregovorila tudi ministrica za obrambo, smo kar v teh letih 2015 in 2016 sprejeli kar 42 ukrepov za izboljšanje stanja na področju pridobivanja kadra in tudi pripravili načrt za ukrepov za oglaševanje, promocijo in pridobivanje zagotavljanja kadra za vojaško službo. Predvsem je bilo težišče, kar ste tudi vi mediji veliko prispevali k pozitivni promociji Slovenske vojske, nadgradnja oglaševanja, nadgradnji promocije, seveda nadgradnja postopkov tudi za pridobivanje kadra ter vzpostavitev stalnih skupin za promocijo zaposlovanja v Slovenski vojski. V letošnjem letu je bilo pač zaenkrat prihoda v Slovensko vojsko 45, odhoda pa 54. In kot sem tudi omenil, bi pravzaprav lahko tudi v prihodnjem obdobju z dvigom plač zaustavili trend odhoda iz stalne sestave Slovenske vojske. Kot je tudi iz preglednice razvidno, je na prostovoljnem služenju vojaškega roka 30 kandidatov, vsekakor pa se želimo, da bi bilo teh v tem letu čim več. Sedaj bi prišli na naslednjo področje, to je izobraževanje in usposabljanje, ki je ena izmed glavnih nalog Slovenske vojske. Zato bomo temu področju dali velik poudarek, kajti tudi na tem področju je Slovenska vojska v okviru pripravljenosti na tem področju dosegla tudi viden napredek. Sedaj vam bom pokazal tudi nekaj podatkov. Kot lahko vidite primerjalno, načrtujemo bistveno povečanje izobraževanja in usposabljanja na vseh šolah. Kot primer, v lanskem letu se je šolalo na poveljniško-štabni šoli 39 kandidatov, v letu 2017 načrtujemo 80 kandidatov. Tudi na šoli za častnike bo število deloma znižalo, vendar izobraževanje na šoli za častnike je bilo v letu 2016 bistveno povečanja, kjer se je šolala skupaj 2 generacije.
Šola za podčastnike bo v primerjavi z letom 2016 bistveno povečala obseg, tako če pogledamo, je bil podatek za leto 2016 159 podčastnikov in 121 vojakov, načrtovanje v leto 2017 pa kar 190 podčastnikov in 120 vojakov, kar pomeni bistvena povečana intenziteta izobraževanja tudi na šoli za podčastnikov. Tudi načrtovanje usposabljanja v Viščinskem centru, katerega je bilo lansko leto 277, je načrtovano za 2017, da temeljno in osnovno vojaško usposabljanje seveda upravi 400 kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski. Tudi intenziteta izobraževanja v šoli za tuji jezike je načrtovana, da se v primerjavi z letom 2016 tudi poveča. Individualno in kolektivno usposabljanje je pomembno prispeva k dvigu pripravljenosti Slovenske vojske. Mednarodne vaje prispevajo k interoperabilnosti oziroma povezljivosti znotraj zavezništva. V tem letu bomo poleg individualnih viščinskih urjenj dali večji poudarek tudi strelskemu urjenju. Usposabljali se bomo sami in skupaj z mednarodnimi partnerji. Sedaj bi vam pokazal nekaj podatkov. Če pogledate skupen obseg vaj v tujini, v lanskem letu je bil 28, v letu 2017 bo teh 37, kar pomeni bistveno večjo udeležbo na mednarodnih vajah v tujini. Če pogledamo tudi vaje, ki jih bomo izvajali v Sloveniji, se je ta številka, kot je bila v lanskem letu 6, se povečuje na 11. Tujina usposabljanja se tudi v primerjavno bistveno poveča, tukaj mislimo različna streljanja in druge oblike usposabljanja, kar je 6 na 16. Tako da, če povzamemo skupaj, lahko rečemo, če je bilo teh dogodkov v letu 2016 55, načrtujemo v letu 2017 teh dogodkov 80. Predvsem tukaj vam tudi želim izpostaviti, kako aktivni smo tudi pripadniki in pripadnice na področju tega usposabljanja. Tukaj naštetih le nekaj držav, kje smo se vse usposabljali skupaj z našimi zavezniki, kateri bi mogoče izpostavili Poljski, Bolgariji, Madžarski, Slovaški, Estoniji, Latviji, Italiji in še bi lahko naštevali. Tako kot v letu 2016 bosta dve ključni vaji, to je jadranski udar, ki bo izveden v Sloveniji med 4. in 10. junijem, ter Cyber Guardian, ki bo izveden od 11. do 21. junija v Romuniji, Bolgariji in na Madžarskem, ter v Sloveniji in v Gruziji. To sta tiste ključne vaje, kateri bomo dali tudi največji poudarek. Slovenska vojska bo tako kot tudi v preteklem letu v skladno z zahtevami podpirala sistem zaščite in reševanja ter policije pri širšem varovanju državne meje. Sedaj bi vam prikazal tudi nekaj podatkov o angažiranju Slovenske vojske. Iz te preglednice lahko pač preberete, da je bilo angažiranje Slovenske vojske na različnih dogodkih izredno veliko. Poleg tega lahko rečemo, da smo tudi porabili izredne tudi velike količine materialnih sredstev, predvsem pa gre poudariti, da vse naloge, ki smo pridobili strani tako sistema zaščite in reševanja, kot strani policije, smo tudi uspešno opravili. Pomembno gre tukaj izpostaviti, da bo Slovenska vojska, tako kot je v preteklem letu, v skladu z zahtevami podpirala sistem zaščite in reševanja, ter izvajala nujno medicinsko prevoze, ter izvajala v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv Slovenija, transplant, vse aktivnosti, ki so izrednega pomena in prispevanju k reševanju življenj naših ljudi. Sedaj bi vam prikazal nekaj podatkov o organiziranosti Slovenske vojske. Kot lahko iz preglednice preberete in primerjamo seveda vse te podatke, lahko rečemo, da je bilo angažirano izredno veliko. Če pa se pogledamo samo letošnjo leto, lahko vidite, da so Slovenska vojska že v letošnjem letu posredovala kar 41krat. Od tega 17krat v reševanju v gorah, 24krat pa so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Pri tem smo pripeljali tudi 43 poškodovanih ali obolelih in naleteli kar 51 ur. Prav tako, kot sem vam tudi omenim, je izredno pomembno, da izvajamo prevoze
organov za presaditev in tkiv, kar ne nazadnje s tem tudi rešujemo življenja naših državljanov in državljank. Sedaj bi prišel tudi na prikaz finančnega načrta Generalštaba Slovenske vojske za leto 2017. Za delovanje Slovenske vojske so ključni tudi finančni viri. Sedaj bi vam prikazal finančni načrt Generalštaba Slovenske vojske za leto 2017, saj je Generalštab znotraj obrambnega proračuna Ministrstva za obrambo samostojni proračunski uporabnik. Finančni načrt je za leto 2017 v višini 273 milijona evrov. Tukaj lahko na prosojnici vidite tudi grobo delitev sredstev, predvsem velik del sredstev gre še vedno na račun upravljanja, izobraževanja in oskrba kadrov, kar pač bi bilo potrebno seveda v naslednjih letih spremeniti, da bi bilo razmerje tako upravljanje s kadrom, operativno delovanje seveda in modernizacije v boljšem razmerju, kajti željeno je stati 50, 30, 20. Vendar kljub temu pa gre poudariti, da je bil izhodiščni proračun Slovenske vojske in v načrtu opredeljen za leto 2016 je ta znašal okrog 267 milijonov in če ga primerjamo, realizacija finančnega načrta je bila potem bistveno višja, kar je tudi ministrica poudarila, je seveda ta finančni načrt Generalštaba Slovenske vojske v osnovi, če ga primerjamo za letom 2016, za 20 milijonov višji. Sedaj bi prišli tudi na delovanje v mednarodnem okolju. Slovenska vojska je v letu 2016, bo pa tudi v tem letu intenzivno delovala v mednarodnih operacijah in misijah. Imela predstavniki v NATO strukturi in slovenskih vojaških predstavništvih ter delovala na številnih mednarodnih vajah. Sedaj bi vam prikazal nekaj podatkov o angažiranosti Slovenske vojske v mednarodnem okolju v letu 2016. Spoštovani mediji, kot vam je tukaj poznano, ste v tem tudi veliko poročali in kot je tudi ministrica že poudarila, je bila angažiranje na mednarodnih operacijah in misijah izredno veliko. Pomembno je tudi, da smo v letu 2016 uspešno zaključili delovanje naše ladje Triglav. Poleg tega pa smo uspešno vstopili tudi v novo mednarodno operacijo v Iraku. Poleg tega pa tukaj na tem področju ne zre prizreti tudi dva dejstva, da v tujini na različnih mednarodnih vojaških poveljstvih in tudi v vojaških predstavništvih v Bruslju in Monsu je kar skupaj 69 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki pomembno prispevajo k uspešnemu delovanju zavezništva. In nenazadnje tudi udeležba na 34 mednarodnih vajah in usposabljanjih v tujini je pomembno prispevala tudi k ugledu Slovenske vojske v tujini, kajti številne vaje spadajo tudi v jamstvene ukrepe zavezništva. Sedaj bi prišel na naslednjo točko, to je delovanje v mednarodnem okolju v letu 2017. Če pogledate primerjalno tabelo, bo tudi angažiranost delovanja v tem letu Slovenske vojske v mednarodnem okolju izredno intenzivno. Kajti še naprej bomo sodelovali v številnih operacijah, delovanje bo izredno intenzivno, predvsem pa bi izpostavil, da tudi vse priprave za napotitev v Latvijo nemoteno potekajo in verjamem in tudi sem prepričan, da bomo tudi to nalogo uspešno izvedli. Na koncu bi seveda še spregovoril nekaj o mednarodnih operacijah in misijah, saj Slovenska vojska letos tudi zaznamuje 20. obletnico delovanja na mednarodnih operacijah in misijah, na katerih je do sedaj delovalo v rotaciji več kot 11.000 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Slovenska vojska se je izkazala kot verodostojen in enakovreden partner vojskam za daljšo vojaško tradicijo. Sodelovanje na mednarodnih operacijah in misijah pomeni pridobivanje širokega spektra znanj in kar je najbolj pomembno krepitev za vojaškega karakterja. V letošnjem letu delujemo za okrog 300 pripadniki in pripadnicami v eni rotaciji na 9 mednarodnih operacijah in misijah. Velja pa tudi poudariti, da bomo v okviru izvajanja jamstvenih ukrepov NATO predvidoma v mesecu juniju odšli v Latvijo. Prav tako bomo v mesecu maju zaznamovali dan Slovenske vojske, 15. maj. Tokrat se bomo družili na letališču v Slovenj Gradcu, kjer bomo predstavili tudi nekaj opreme in zmogljivosti Slovenske vojske.
Mogoče bi tukaj še omenil na tej preglednici, ki je številčno zelo polna, kaže, kakšna je bila naša intenziteta delovanja na mednarodnih operacijah in misijah. Kar je pa najpomembnejše tukaj poudariti, da so se vse pripadnice in pripadniki, ki so bili napoteni na mednarodne operacije in misije, varno vrnili domov. V nadaljevanju pa vam bom odgovoril še na vaše vprašanja, seveda, če boste želeli. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa načelniku in tudi obema ministrici in državnemu sekretarju. Slišali ste zdaj relativno zelo široko in podrobno predstavitev, ampak resor je res velik in tudi res ogromno aktivnosti poteka vsakodnevno. Tako kot je že rekel načelnik, bomo seveda sedaj odgovorili tudi na vaše vprašanja, ki jih je verjetno kar veliko po pač tako podrobni predstaviti. Izvolite. Torej, Eva Kobej iz Pop TV-ja. Mene pa zanima o eni zelo podrobni zadevi, imam vprašanja, ki pač ni bila tukaj omenjena, razen pač v splošnem pod oprema. Me zanimajo te našitki, enot, ki pač manjkajo pri letalstvu. Pa me zanima, kako je, to je in za gospod ministrico in za načelnika vprašanje, najprej za gospoda načelnika, kako je sploh mogoče, da je prišlo do te situacije, da se je sploh zgodilo, da so pač našitki preširoki. Drugo vprašanje pa, zakaj 6 mesecev vam je naložil inšpektorat, pa v 6 mesecih niste spremenili pravilnika na obrambnem ministrstvu, da bi se ta zadeva uredila. Tako da je pripeljalo v bistvu tako daleč, da so zdaj brez našitkov vojaki, jaz sem govorila z nekaterimi, to je za njih pač ena tako huda zadeva, precej čustveno so odreagirali na to. Hvala lepa. Ja, hvala za to vprašanje. Glede na to, da imamo res veliko izzivov v Slovenski vojski, sem sama morala tej problematiki posvetiti veliko časa. Zdaj pa, če jaz čist po domače povem, da Bog greh odpusti, neumnosti pa ne. Tako Slovenska vojska bila dala že kar nekaj časa nazaj predlog za spremembo pravilnika in strinjam se, upravni del ministrstva bi lahko že prej pripravil predlog pravilnika, tako da do tega ne bi prišlo. Najpomembnejše, kar je sedaj, je to, da smo se končno zedinili v ukrepu in da bomo v najkrajšem možnem času to tudi odpravili. Mi smo že posredovali spremembo pravilnika, zdaj to v medresorskem usklajevanju in žal pa je to vseeno tako dolgo trajalo, da so nekatere enote našitke kljub temu, da je bilo to kar nekaj časa v tem zadnjem obdobju tudi odstranile. Se pa strinjam, to se ne bi smelo dogajati, nedvomno pa je, jasen je, kakšen je bil pravilnik, kakšne so bile oznake, inšpektor je tu upravil samo svoje delo. Jaz pa bom kot drugostopenjski organ v bistvu tudi izdala odločbo, tako da vsega ne bo potrebno in v tem času verjamem, da bomo tudi uspešno spremenili ta pravilnik. Jaz bi mogoče, tako kot je tudi ministrica povedala, vse kar znak pripadnosti enote je tudi eden izmed pomembnih insignij pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, kajti s tem se tudi zagotavlja neka kohezivnost posamezne enote. Tako kot je bil tukaj povedano, je generalštab Slovenske vojske prvi predlog že podaval 10. marca 2016 in potem je bilo posredovano kar nekaj predlogov, kot je seveda tudi ministrica tudi v nadaljevanju pojasnila. Vse, kar je to nošenje oznak, je bilo dejansko v nasprotju. Lahko pa rečem, da že od leta 2000, ko je bil v veljavi še stari pravilnik, lahko rečem, da je ta razlika je obstojala in zato absolutno podpiram v tem delu tudi ministrstvo, da je potrebno tukaj dopolniti. Predvsem pa lahko bi povedal tudi, da je poveljnik 15. polka ravnal v skladu za odločbo, kjer je v odločbi pisalo, da v skladu za odločbo 30. člena zakona o izvrševanju inšpekcij pritožba na odločbo ne izvrši izvršitve. Kljub temu, da je poveljnik podal pritožbo, je potem ravnal v skladu za to odločbo. Samo vsekakor pa imam seveda tukaj pomislek, kajti seveda zakon 87 člen določa, da se odredi ukrep, takojšen ukrep, v primeru do odločitve pristojne organa se ustave dejanja ali aktivnosti, ki bi lahko ogrožali ljudi ali premoženje. In jaz mislim, da vsekakor v tem konkretnem primeru ni prihajalo do ogrožanja življenja in ljudi, kajti tudi pod načitkom enote 15. polka so celo pripadnice in pripadniki, ki so sodelovali v teh enotah, reševali življenja. Pa drži torej podatek,
da je prišlo do tega, da so tudi mogli v 1. brigadi pa v 72. brigadi si odstraniti oznake enot. Tukaj mi je poznano, da je bil nadzor izvršen tudi v 10. polku 1. brigade. Pozdravljeni, Aleš Kocen večer. Gospa ministrica, omenili ste potrebo po znatnem povišanju obrambnih izdatkov oziroma sredstev. Pri tem ste omenjali 600 milijonov evrov potrebnih za nabavo opreme za vzpostavitev 2 bojnih bataljonskih skupin. Me zanima, ali je to torej potreben denar, ki bi ga obrambni resor potreboval poleg že načrtovanih proračunov in vključno s temi 20-30 milijonskimi povišanji na leto. In pa vprašanje za gospoda načelnika, kakšna je ocena generalštaba, koliko bi davkoplačevalce torej stala dokončna vzpostavitev 2 srednjih bataljonskih skupin v naslednjih 8 letih, se pravi vključno z vzpostavitvijo vse potrebne komunikacijske infrastrukture in tako naprej. Hvala. Ja, najlepša hvala za to vprašanje. Ko smo mi vladi predlagali v seznanitev in v sprejem ukrepe strateškega pregleda obrambe, je bila naša ambicija večja. Mi smo predlagali, da se vlada zaveže, da bo v prihodnjem obdobju namenila od 30 do 45 milijonov evrov vsako leto dodatnih sredstev. V tem, kakor sem v uvodnem predstavitvi povedala, računamo, da bi z omejitvami 2 srednje bataljonski bojni skupini, se pravi 1 do 2022 in 1 do 2025, stale 600 milijonov evrov. Ampak tudi sem povedala, da se zavedamo, da država vsega tega ne bo mogla takoj sfinancirati in zato iščemo tudi alternativne vire, v katerih lahko sodelavci tudi več povejo, če bo interes. Sama se ne strinjam z oceno, da bi lahko takoj država namenila toliko sredstev in da bi že letos recimo nabavili vso opremo, ki je potrebna za to, da bi drugo leto oceno stanja pripravljenosti izboljšali. Zaradi tega, ker moramo transparentno voditi vse te postopke za nabavo in tudi v skladu z vsemi predpisi. Zato je bila moja ambicija, da potekajo postopki sočasno. Mi smo delali strateški pregled obrambe in sočasno vodili že tudi vse tiste ukrepe, ki so v naši pristojnosti, od priprave sprememb zakonodaje in vse ostalo. Prav tako, ko se sedaj pogajamo o ciljih zmogljivosti, se pravi v našem prispevku v zavezništvo, vodimo sočasno tudi že pripravo določenih investicijskih dokumentov. Se pravi, ko bodo cilji potrjeni, potem bomo mi tudi lahko potrdili naše dokumente in začeli z nabavo vsega, kar je potrebno. Zavedamo pa se, da je ta postopek dolgotrajen. Jaz si želim, da bo imela Republika Slovenija vse skozi gospodarsko rast, tudi če bo to pomenilo, da ne bomo dosegali takšnega odstotka BDP-ja, ampak najbolj pomembno, kar se mi zdi za obrambni sistem, je to, da imamo stabilen sistem financiranja, da obramba ve, s kakšnimi sredstvi lahko v bodoče razpolaga in glede na to načrtuje tudi svoje zmogljivosti. In pri tem ne smemo govoriti samo o vlaganju v opremo, ampak tudi v kadre. Če bo imela Slovenska vojska na razpolago vso opremo, pa ne kadrov, nismo naredili nič. Zato je potrebno voditi vse postopke sočasno in izboljšati na vseh področjih. In verjamem, da Republiko Slovenijo čaka tukaj še zelo, zelo zahtevno obdobje. Predvsem bi se pa morali vsi skupaj v Sloveniji zavedati, da obrambni resor ni samo stvar Ministrstva za obrambo, ampak da je to stvar celotne Republike Slovenije. Vsekakor bi najprej poudaril, da nabava opreme ni v pristojnosti Slovenske vojske. Slovenska vojska podaje le zahteve o strukturi srednje bataljonske bojne skupine. Zato zapravo odgovoriti na to vprašanje je izredno težko, kajti tukaj šele po opravljeni analizi povpraševanja na trgu se lahko naredi neka seveda analiza in tudi podatek potrdi. Vendar neka moja tudi osebna pavšalna ocena glede na okvirne podatke to vrstne opreme tržišču bi
ena bataljonska skupina približno stala 600 milijonov evrov, kar pomeni 1 milijardo in 200. Vendar kljub temu moramo tukaj poudariti, da je to vprašanje strokovno izredno zahtevno, kajti šele ko se izvede vsa povpraševanja na trgu, se lahko dokončno določi cena in koliko se bo potrebovalo za izgradnjo teh zmogljivosti. Zdaj to pomeni, da so bile naše uvodne predstavitve res zelo, zelo konkretne. Zdaj velikokrat pišete, da ste iz neuradnih virov izvedeli, zdaj smo tukaj na razpolago za uradne vire, tako da izvolite. Zdaj, veliko se govori pač o potrebi po povečanju obrambnih izdatkov, to se zdi nekako glavna mantra. V tem gradivu smo pa zasledili seveda tudi, da bi bili potrebni tudi kakšni drugi ukrepi, gospa ministrica, če lahko morda omenite. Nekje sem zasledil potrebo po racionalizaciji delovnih procesov, upravnega dela ministrstva. Gotovo denar ne bo rešil vsega, no, če lahko morda na kratko o tem. Hvala. Ja, hvala. Ne glede na to, da danes ne govorimo tudi v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, mi smo v lanskem letu v bistvu reorganizirali URSZR in verjamem, da bo to pripomoglo k uspešnejšemu delu. Moja prioriteta tam je bila, da se popolnijo vsa mesta, tudi na regijskih centrov za obveščanje, vse posod, kjer so ljudje zelo, zelo pomembni, potrebni za to, da lahko čim hitreje in čim bolj točno reagirajo za to, da se pomaga, da se reši človeško življenje ali pa tudi premoženje. Kar se tiče pa ostalega dela, pa je potrebno povedati, kar sem bila tudi nekako neprijetno presenečena, da velikokrat pride do dveh vzporednih postopkov. Eno v Generalštabu Slovenske vojske z vso infrastrukturo, ki jo imajo na voljo, in tudi v upravnem delu ministrstva. Tako sem sama že naložila, da izvedejo vse potrebne postopke in pričakujem, da mi bodo v kratkem času tudi predstavili, na kakšen način mislimo povezati tako Generalštab Slovenske vojske, kot tudi upravni del ministrstva, tako da ne bomo imeli dveh različnih pravnih mnenj in minister naj se odloči, katero bi vzel, kot seveda tudi na bolj učinkovitem kadrovskem področju in vse ostalo. Tako da tu je možna še racionalizacija in v sklopu tega, kar je potrebno narediti za izvedbo ukrepov iz strateškega pregleda, je prav povezava oziroma integracija med Generalštabom Slovenske vojske in tudi upravnim delom ministrstva ena izmed prioritet. Tako da pričakujemo tudi v bodoče spremembe na tem področju. Verjamem pa, da verjetno sodelavci ne na enem, ne na drugem področju ne bodo s tem zadovoljni, tako da pričakujem kar nekaj izzivov. Verjamem pa, da je to potrebno in nujnost narediti za to, da bo obrambni resor sodeloval in delal boljše. Pa če že imam priložnost, bi pa jaz sam še eno vprašanje še na te našitke, glede na to, da so finance pač malo šibka točka vojske, no, tukaj se bodo našla sredstva, pa koliko mislite, da bo to stalo, te novi našitki? Zdaj še enkrat. Slovenska vojska je imela našitke, ki niso bili v skladu z pravilnikom. In inšpektor je izdal ukrep. In Slovenska vojska je potem v določenem delu ta ukrep tudi izvedla. Mi smo sedaj v fazi, da bomo pravilnik spremenili temu, kar je Slovenska vojska imela gor, kar ni bilo v skladu s pravilnikom. Tako da v sklopu tega jaz verjamem, da bomo uspešni v medresorskem pogajanju in da bodo lahko te našitke dali nazaj gor. Če ne, se najlepše zahvalim.